Vse se me sliši, ne? Ali moram kaj? Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Asta, hvala za uvod, za predstavitev in seveda hvala Delavsko-Pankrsko univerzi za vabilo. V današnjem predavanju bom poskušala prikazati nek kronološki razvoj stanovanjske gradnje oziroma slovenske stanovanjske gradnje v času socializma, torej od konca druge svetovne vojne pa nekje do upada velikih stanovanjskih naselij, tam od konca 70-ih let do mogoče v začetku 80-ih. Ob tem kronološkem prikazu bom poskušala nekako predstaviti, kaj vse je bilo tisto, kar je vplivalo na dejansko, na konkretno stanovanjsko izgradnjo. Torej, vse od načina organizacije stanovanjske politike, torej načina financiranja, razpolaganja stanovanjskim fondom, potem vključen za razvoj stanovanjskih gradnje je bil seveda tudi razvoj gradbeništva, razvoj novih tehnologij, razvoj recimo montažne gradnje in industrializacije gradnje. Na samo stanovanjsko gradnjo so vplivali tudi slovenski arhitekti z razvojem arhitekturne stroke, ki so ga spremljali predvsem iz zahodnoevropskega prostora, iz Švice, Anglije, Francije in seveda Skandinavije. Tako da za zaključek tega uvoda bi samo še to povedala, da glede na to, da sem umetnostna zgodovinarka in ne ekonomistka ali pa sociologinja, mi morate oprostiti mogoče kakšne morebitne napake ali pa posploševanje ali pa mogoče neznanja na področjih, ki se jih sicer dotaknem, ampak jih ne obvladam v celoti. Torej, da začnemo. Slovenska naselja so bila med drugo svetovno vojno hudo poškodovana. Uničenih je bilo več kot 46.000 stanovanjskih in gospodarskih poslopij, poleg njih pa tudi številne železniške proge, ceste, mostovi in tako dalje. Vojna škoda je še povečala že obstoječe pomanjkanje stanovanj, ki je izviralo še iz predvojnega časa, ko se za delavska stanovanja ni dobro poskrbelo. Temu sta seveda pripomogli po drugi strani še deagrarizacija in industrializacija, ki sta povzročili velik pritok ljudi iz podeželja v mesta. Vse to je spodbudilo intenzivnejšo gradnjo stanovanj, ustreznejše urejanje stanovanjskih razmerij in novo uveljavitev inštituta stanovanjskih pravic. Jugoslovanska ustava je namreč določila, da je občanu zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, ki je družbena lastnina, pod pogoji seveda, ki mu jih določa zakon. Obnova stanovanjskega fonda in izboljšanje stanovanjskih razmer, torej državno reševanje stanovanjske problematike in prizadevanje za to, da bi bilo stanovanje dostopno vsakomur, je bila ena izmed prednostnih nalog programa jugoslovanske socialistične ureditve. Vendar pa ta izgradnja stanovanj ni bila samo v prid zaradi prednosti, ki jih ponuja spodobna nastanitev delovnih ljudi, torej zaradi opravilne sposobnosti, zaradi vlaganja in potrošnje, zaradi manjših zdravstvenih izdatkov, temveč je bila gradnja velikega števila stanovanj pomembna postavka v narodnem gospodarstvu in v zaposlenosti. Prevladovala sta dva tipa stanovanjske oskrbe, najemno družbeno stanovanje in lastno stanovanje. Določen delež stanovanja izhajajo tudi stanovanj splošnega ljudskega premoženja, ki so jih imeli v lasti občine in so jih pridobile po vojni z razlastitvami večjih zasebnikov stanovanj. Najemno družbeno stanovanje je bilo torej ključni inštrument tedanje stanovanjske politike. V zasebnem sektorju so zaradi zakonske omejitve števila stanovanj v lasti fizičnih in pravnih oseb oddajanje stanovanj moglo razviti kot profesionalno dejavnost. Delovne organizacije so bile pri odločitvah o naložbah in razporejanju sredstev sorazmerno samostojne in neodvisne od državnih organov. Pri upravljanju in vzdrževanju stanovanj ter pri določanju najemnine pa so se odločitve sprejemale na lokalni ravni. Neposredna vloga države pri najemni stanovanjski oskrbi je bila torej v primerjavi z vlogo občin in delovnih organizacij zelo majhna. Po drugi svetovni vojni se je tako v drugih jugoslovanskih republikah kot tudi v Sloveniji izvrstilo več modelov oziroma stopenj stanovanjske politike. V prvih povojnih letih je potekala vseobsegajoča obnova. Splošno življenjsko raven tega obdobja je zaznamovalo pomanjkanje vsakovrstnih dobrin, racionalna preskrba,
in nizko bivalno udobje. Stanovanje je bilo premalo, stoječa so bila premajhna, prenaseljena, večinoma so bila brez kopalnic, z neko skupno pipo na hodniku za vse stanovalce in stranišči zunaj stavbe. Stanovanjsko stisko so sprva reševali z naseljevanjem v obstoječa stanovanja, v stara meščanska stanovanja, v gradove zunaj mest ali tudi znotraj mest, kot je recimo primer v Ljubljani, sčasoma pa tudi zidanjem novih stanovanjskih stavb in naselij. Gradnja le-teh se je financirala iz družbenih sredstev. Prva povojna leta je odločilno vlogo pri zagotavljanju teh, predvsem najemnih stanovanj in njihovem razporejanju odigrala centralna država. Skrb za gradnjo stanovanj pa so prevzele posamezne republike. Lastnikom in prejšnjim uporabnikom so bila stanovanja odvzeta ali dodatno naseljena z drugimi družinami. V tem prvem povojnem času je bilo torej razporejanje stanovanj najpomembnejši ukrep stanovanjske politike. Dokončno je bila zakonjena stanovanjska pravica, najemnine za stanovanje so bile pod družbenim nadzorom. Kljub vsem ukrepom, zidava stanovanj v prvem povojnem obdobju seveda ni dosegla in ni ustrezala tem naraščajočim potrebam po stanovanjih. Kmalu se je izkazalo, da sredstvo za gradnjo ne bo dovolj in da mora država začeti spodbujati tudi podjetja in zavode naj celotijo gradnjo stanovanj za svoje delavce. Tako so nastajala stanovanja v Kidričevem, v Litostroju oziroma ob Litostroju v Ljubljani, za podjetja tam in za metalno v Mariboru in seveda tudi naselja v Jesenicah. Prvi povojni projekti stanovanjskih naselij v Sloveniji so nastajali kot nadaljevanje nekih predvojnih raziskav, katerih vzore moramo iskati v urbanizmu nemških stanovanjskih naselij iz 20-30 let, recimo iz okolice Frankfurta, Stuttgarta, Berlina. Torej, urbanizma, ki je sledil tako razvoju stanovanjske problematike v okviru Bauhausa, kot seveda tudi doktrini CIARMA, torej kongresa, mednarodna kongresa moderne arhitekture, katerega dogme so seveda določale tako urbanizem kot samo zasnovo stanovanjskih stavb. Kot lahko vidimo recimo na primeru Litostroja v Ljubljani, je to zelo taka značilna shema geometrično pravilnega urbanizma, ki na podlagi utilitarnih in sanitarnih zahtev postavlja samostoječe objekte v prostor, v zelenje, seveda z namenom, da prostor odpre zraku, stanovanje odpre zraku, osončenosti s sončno svetlobo, z dnevno svetlobo in posledično seveda, da zagotovi čim boljšo higiensko stanje samih stanovanj. Torej, geometrično pravilen urbanizem, med posameznimi stavbami zelenje, nedoločen javni prostor in posamezna stanovanjska stavbna enota kot nek tak tipiziran blok, kot dolga 2- do 14-stolpna stavba z večjimi vhodi. Mogoče pri tem še pomembno opozoriti, da je bil ta blok praviloma enonamenski, torej da je bil namenjen samo stanovanjski rabi, brez recimo trgovina ali pa česarkoli v pritličju, kar je bilo značilno mogoče za prejšnjo obdobje. Bloki so bili seveda zgrajeni po tipskih projektih, ne glede na kraj pozidave in so predstavljali edino obliko kolektivne stanovanjske gradnje pri nas. Te stanovanjske stavbe so bile grajene še pravzaprav zelo tradicionalno, z opečno gradnjo in z mogoče vključenimi nekaterimi montažnimi prvinami. To je recimo še primer podobnega naselja v Novi Gorici, tako imenovani ruski bloki, ki so bili zgrajeni takoj po urbanistični zasnovi novega mesta. Skupnemu družbenemu cilju preskrbi stanovanji v prid se morajo torej izključiti vse, kar je le tega oviralo. Tradicionalna počasna graditev, zasnove, ki so odstopale od predpisane ravni, stroški, ki niso bili v skladu s postavljenimi merili primernega stanovanja. Za ekonomiko gradnje, za njeno pocenitev in za hitrost gradnje se je vedno bolj raziskovalo v smeri prefabricirane, torej predizdelane stanovanjske gradnje in montažne gradnje. Leta 1949 se je pojavil sistem montažne gradnje, oziroma so razvili sistem montažne gradnje hitrogradnja, leta 1949, katerega namen je bil pravzaprav tipizirati načrt
tipizirati stavbne dele in industrijsko proizvodno. Prva stavba, ki je bila zgrajena po tem sistemu, prva torej industrijsko proizvedena, prefabricirana stanovanjska stavba v Sloveniji, je bila poskusna 4-stanovanjska stavba na Ptujski ulici za Bežigradom v Ljubljani, skratka za Bežigrajskim dvorom, današnjim Bežigrajskim dvorom, seveda. Po letu 1949 je bila po tem sistemu hitrogradnja zgrajena večina stanovanjskih stavb v Sloveniji, večinoma seveda dolgi dvonadstropni bloki. V drugi polovici 50. let je nastopila druga petletka, v obdobju katere je gospodarska politika naložbe preusmerila s težke industrije v druge industrijske veje in gospodarske panoge. Več sredstva je namenila tudi stanovanjski ter komunalni izgradnji. Sredi 50. let se je koncem obdobja pospešene industrializacije začela zviševati življenjska raven, ki je dosegla vrh proti začetku 60. let. Izboljšanje osebnega in družbenega standarda je spremenilo vsakdanjih ljudi in njihov način življenja. Od začetka 60. let dalje, ko se je povečala tudi osebna poraba, so domove začeli polniti gospodinjski aparati, pralni stroji in stanovanjska oprema, ter seveda tudi televizijski sprejemniki, ki so bistveno vplivali na način uporabe prostora, na način bivanja, torej na stanovanjsko kulturo. Odgovornost za stanovanjsko preskrbo je leta 1953 prešla na republiško in na lokalno raven ter na ustrezne stanovanjske direkcije. Od tega leta dalje je vsaka republika na svoj način reševala stanovanjski problem. Znižala so se vlaganja v stanovanjsko gradnjo z državnega proračuna. Leta 1953 so z ustavnim zakonom postale občine temeljne družbeno-politične skupnosti in kot take odgovorne za stanovanjsko politiko. Leta 1955 je bil zakonom uveden tudi obvezen stanovanjski prispevek, ki so ga iz svojih dohodkov plačevali vsi zaposleni. In prav s tem stanovanjskim prispevkom se je pravzaprav začelo načrtnejše zbiranje stanovanjskih sredstev. To je omogočilo, da so občine ustanavljale stanovanjske posojilne sklade. Občine so imele pravico oblikovati tudi lastne tehnične predpise, ki so se nanašali seveda na stanovanjsko gradnjo. Sočasno z ustanovitvijo občin, z ustanovitvijo stanovanjskih skladov so bile v vseh večjih mestih in sedežih okrajev kot glavni organizator stanovanjskih zgradnje ustanovljeni lokalni zavodi za gradnjo stanovanj. Tako je bil leta 1955 ustanovljen Zavod za stanovanjsko izgradnjo v Ljubljani, istega leta tudi zavod v Kranju, v Celju in v Mariboru. Upravljali so z denarjem v stanovanjskih skladih, poleg tega so se ukvarjali tudi z iskanjem primernih lokacij za nova stanovanjska naselja in za nove stanovanjske stavbe. V ožjem merilu pa so seveda tudi projektirali stanovanjske in druge pripadajoče objekte. Vzporedno s spremembami v financiranju stanovanjske gradnje je potekala tudi gradnja prvih večjih stanovanjskih zazidav, kot je bilo recimo Velenje oziroma naselja v novem oziroma Titovem Velenju in prve stanovanjske stavbe v Savskem naselju v Ljubljani. Pojav organizirane stanovanjske gradnje je sprožil razvoj in uvedbo novih stanovanjskih tipov. Sredi 50. let so začeli graditi prve stanovanjske stolpnice. Stanovanjska stolpnica je za razliko od recimo nebotičnika stavba, ki je namenjena izključno stanovanjski rabi, ki ima v središču stopnišče in v vsakem vogalu stavbe stanovanje. Stanovanjska stolpnica je švedska iznajdba. V 30. letih so razvili stanovanjski tip, ki bi omogočil postavljanje stanovanjskih objektov v to razgiban granitni teren švedske pokrajine in obenem omogočil tudi poljubno rotacijo tega objekta glede na čim boljšo osvetljavo vseh 4 stanovanj. Glede na, oziroma sledeč tem švedskim zgledom, so se prve stanovanjske stolpnice v Jugoslaviji pravzaprav zgradile v Mariboru, ob Gosposvetski ulici v Mariboru na predelu Koroških vrat, če je kdo iz tega konca. Na Gosposvetski ulici. Na Gosposvetski, ja? Ne Koroška vrata. Više gore. Še više gore, ja. A ste prav, se pravičujem. Torej na Gosposvetski ulici postavljeno 5 stolpnic, s tem pa so sledile stolpnice tudi v Ljubljani.
kot so te pod Grajskim gričem, Obroški cesti v Ljubljani, ki so bile grajene še iz klasične tradicionalne gradnje z opeko in njihovo ponovitvijo po eni strani v Savskem naselju v Ljubljani, v armirano-betonski konstrukciji in v nadaljevanju tudi recimo v Velenju in mogoče še kje. Stanovanjske stolpnice so seveda dodobra spremenile podobo večjih slovenskih krajev in mest. Ob njih, mogoče samo še eno stvar, da še omenim. Arhitekta teh stolpnic v Savskem naselju in Obroški sta bila Ilija Arnautovič in Milan Mihelič. In prav Ilija Arnautovič je tisti, ki je poleg Danila Firsta pravzaprav zelo močno razvijal ta industrijski način izgradnje, razvijal tako tehnologijo lahke montaže kot tudi težke montaže. Na podlagi tega so se gradila stanovanja predvsem v Ljubljani, recimo v Črtomirovi, v Polju, v Jaršah, v Zalogu in tako naprej. Po drugi strani je s težko montažo vplival tudi na gradnjo stanovanjskih naselij, recimo izven Slovenije, tako recimo v Novem Beogradu, kjer je dobršen del pravzaprav stanovanjskega otoka v Novem Beogradu zaseden s prav njegovim projektom, tako imenovane televizorke. Ilija Arnautovič in Milan Mihelič sta razvijala tudi druge načine te prefabricirane industrijske gradnje znotraj stanovanjskega načrtovanja. Ta je recimo viden v tem tlorisu iz stolpnice v Savskem naselju, kjer imate vključeno tako imenovano sanitarno jedro, kar vidite recimo v sredini enega od, to so 4 stanovanja, recimo desno spode, eno stanovanje ob tej v tej črni sredini je vključeno to sanitarno jedro, ki pravzaprav vključuje vse mokre prostore stanovanja, torej kopalnico in kuhinjo, in ki pravzaprav v eno steno umešča celotne napeljave in cevi in vodovod za oba prostora. To seveda poceni gradnjo in povzroči tudi njeno hitrejšo izvedbo. Poleg novih stanovanjskih tipov so se uveljavljala tudi montažna gradnja, kot sem omenila, s arhitektom Ilijo Arnautovič, ki je sprožila seveda težnja zopet hitrejši, ekonomičnejši graditvi. Izid takšnega iskanja, torej čim večje storilnosti in produktivnosti, je uporaba strojev. Na en način se je uporabljala tako, da se pravzaprav samo gradbišče prestavilo v tovarno, da se je izdelovalo montažne kose stavbe, torej prefabricirane ali predizdelane kose stavbe v nekem zaprtem, od gradbišča ločenem prostoru in se jih sestavljalo na samem gradbišču. Drugi način je seveda, da se je sama tovarna preselila na gradbišče, da se je gradilo s pomočjo žerjavov, mešalcev za beton in tako naprej. Šele proti letu 1960 se je povečevalo vlaganje v ta strojni način gradnje, kjer je v stanovanjski gradnji, do takrat je v stanovanjski gradnji še vedno prevladovala predvsem gradnja z opeko, kar pa je bilo seveda časovno in denarno najbolj zahtevno zidarsko delo, ki je bilo tudi daleč najmanj mehanizirano. Vpliv žerjava, prevoz stroja, njegova namestitev sta namreč draga, to je pogojevalo tudi čim večji izkoristek starih gradbišči. Posledica tega je, da so več blokov ali stolpnic gradili na enem gradbišču, se je premik po tirnicah oziroma premik žerjava povzročil spet dodaten strošek. Gradbena tehnologija in mehanizacija sta torej določile samo tipologijo stavbe, tako je recimo odsotnost ali prisotnost dvigala v bistvenem določila možnosti oblikovanja samega, dokler so bila dvigala še nedosegljiva, je bila višina stavbe recimo določena še s sprejemljivim številom stopnic, ki jih je potrebno premagati do stanovanja, torej da so bile stavbe visoke 4 nadstropja, z uporabo dvigala se pa seveda omogoča, da se gradi višje stavbe, visoke bloke, stolpnice,
in pri tem seveda priskrbi čim večje število stanovanj. Leta 1956 je vsa ta iskanja in raziskovanja strani tako arhitektov kot gradbenikov podprla tudi močna državna podpora in sicer zvezdnim posvetom, razstavo in natečajem, ki je pravzaprav edini v takem velikem merilu v zvezdnem kontekstu. Ta dogodek se je imenoval Stanovanje za naše razmere. Sestavljen je bil, kot rečeno, iz razstave. Ta razstava je bila po eni strani imela prostore na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in po drugi v ravno postavljenem kozolcu ob Dunajski cesti. Ta razstava je bila, kot že sam naslov pove, namenjena torej iskanju bivališča, ki da človeku stanovanje, ki ponudi stanovanje prilagojeno našim, torej lokalnim pogojem, možnostim, zmogljivostim, torej razmeram. Te razmere so bile seveda stalno pomanjkali gradiv v gradbeništvu, veliko neusposobljene delovne sile, nekakovostna izdelava, drago obrtniško delo, nezadostno vlaganje v stanovanjsko gradnjo. Z namenom po izboljšanju stanovanjske gradnje so organizirali posvet in tudi natečaji, oziroma tri natečaje, prvega za vrstne hiše, ki bi omogočil po eni strani tako ekonomično montažno gradnjo vrstnih hiš, kot tudi uveljavil stanovanjski tip vrstne hiše. Potem drugi natečaj bil za sanitarni vozel, ki smo ga že omenili, in tretji za racionalno stanovanjsko pohištvo. Industrializacija sama je prišla tudi v notranje stanovanja. Ugotavljanje potreb, ki naj bi jih stanovanje zadovoljevalo, je potekalo čim bolj znanstveno, z anketami, opazovanji, meritvami, statističnimi obdelavami podatkov. Že leta 1960 je bilo znotraj Urbanističnega inštituta ustanovljen oddelek za stanovanjsko raziskovanje, v sklopu katerega so izvajali omenjene raziskave. Ena izmed najbolj aktivnih v tem delovanju sta bila arhitekta Marta in France Ivanšek, ki sta, recimo, to je ena izmed raziskav, funkcionalni elementi stanovanja, kjer sta v povprečnem stanovanju pregledala vso posodo, vso osebno garderobo, vso posteljnino in tako naprej, ki jo ima posamezni stanovalec, to popisala in na podlagi tega pravzaprav določila, koliko prostora v stanovanju je potrebno, torej za garderobo, za posodo in tako dalje. Drugi način raziskav, ki sta jih izvajala, je bil na terenu v obliki anket, v obliki vprašalnikov. Ta raziskava je bila izvedena v Savskem naselju, torej že v tistih obstoječih prvih stanovanjskih blokih, ki so bili zgrajeni in ki je pravzaprav vsebovala vse od fotografske dokumentacije stanovanj, od popisov, torej spet lastnine stanovalcev, načina bivanja, načina uporabe prostorov in do ankete, katere prostore bi raje uporabljali, ali bi, ne vem, recimo uporabljali balkon, če bi ga imeli, kako velik naj bo balkon in tako naprej. Na podlagi vseh teh, to so recimo prikazane so mogoče najbolj odmevne in najdlje trajajoče raziskave, ampak na podlagi vseh teh raziskav so pravzaprav določili enega povprečnega stanovalca oziroma neko povprečno družino, ki je po eni strani kot merilo vplivala na velikost projektiranih stanovanj, na njihovo opremljenost, na povezavo stanovanjskih prostorov v tem stanovanju, po drugi strani pa tudi na neke vrste zoning tlorisa, na določanje enega namena enemu prostoru. Torej, stanovanje je bilo ukleščeno na prostore, ki so zadovoljevali točno določene potrebe te povprečne družine. In na podlagi tega so lahko seveda predvideli točno določeno površino posameznega prostora z namenom seveda spet ekonomike gradnje, kako zmanjšati prostorsko površino tam, kjer se jo pravzaprav še lahko zmanjša. In tam, kjer se pravzaprav to lahko še zmanjša, je bil kuhinjski prostor. Kuhinja je pravzaprav že od 20. let 20. stoletja en tak velik projekt znotraj mogoče moderne, funkcionalistične arhitekture,
kako pravzaprav v samo stanovanje prenesta znanstveni pristop, znanstveni način dela, kako raziskati pravzaprav celotno delovanje človeka vsak dan in tako določiti vse korake njegovega dneva. Prvo laboratorijsko kuhinjo so razvili v Nemčiji, razvila je arhitektka Margarete Schütte-Lihotzky za stanovanja v Novem Frankfurtu. Ta kuhinja je potem seveda prehajala naprej v evropskem prostoru, v ameriškem se razvijala in tako po drugi svetovni vojni oziroma v drugi polovici 50 let prišla tudi v slovenski prostor. Kuhinjo so na podlagi znanstvenih študij pravzaprav oblikovali v nek laboratorijski prostor, v neke vrste domače delovno mesto gospodinje. Bistvo oblikovanja teh kuhinje je bilo, da bi z raziskovanjem ugotovili pomanjkljivosti kuhinje in glede na to uvedli pogoje, ki omogočajo najhitrejše in najmanj utrujajoče delo. Poti v kuhinji so čim krajše, kuhinjske površine so urejene glede na redosled kuhinjskega dela. To so recimo primeri švedskih raziskav kuhinjskega prostora in odnosov med različnimi kuhinjskimi površinami, delovnimi površinami. To so recimo še ene oblike švedskih študij kuhinjskega prostora, kjer se štoparcami z različnimi merilnimi aparati pravzaprav meri vse elemente ob njihovi uporabi. To je recimo povprečna slovenska kuhinja v 50 letih pred vpeljavo te nove frankfurtske laboratorijske kuhinje, kjer vidite, da pravzaprav predstavlja tak kvadraten prostor, nedefiniran, kjer je bila miza na sredi, seveda z glavno figuro gospodinjstva in potem z štedilnikom, običajno še s kredenco v drugih delih prostora. Torej, na podlagi te frankfurtske oziroma kasneje švedske kuhinje so na Zavodu za napredek gospodinjstva leta 1956 predstavili svoj slovenski oziroma jugoslovanski tip švedske kuhinje, ki je pravzaprav povzel neke švedske standarde, povzel je tudi ta že obstoječi ta redosled kuhinjskega prostora. Naj še povem, mogoče, da je ta kuhinja v nadaljevanju sicer spreminjala svojo pozicijo iz laboratorijske, torej iz prostora, ki je bil popolnoma zaprt in ločen od ostalega dela stanovanja, se je počasi začela odpirati spet nazaj v bivanjski prostor. Do takrat je seveda veljala za ta čisti, higienski del stanovanja, ki nikakor ne sme priti v stik z ostalimi prostori. Skratka, vedno bolj se odpirala v bivanjski prostor in pravzaprav vse do danes ohranila še vedno neko tako klasično postavitev, skratka ob eno steno s tem bolj kot ne tekočim trakom obdelave posamezne jedi ali pač karkoli že v kuhinji počnemo. To kuhinjo je zasnovala arhitektka Branka Tancih 56. leta, kmalu potem so z njo začeli opremljati stanovanja, sprva v Mariboru, recimo v Svetski ulici, kar smo si pogledali že ena par slajdov nazaj, pa tudi v naselju Prule v Ljubljani. Po letu 1955 se je bolje organizirala tudi individualna gradnja. Ustanovljene so bile prve stanovanjske zadruge. Leta 1959 je bilo tako samo v Ljubljani 35 zadrug, kasneje pa njihovo število doseglo številko 177. Leta 1959 so sprejeli tudi zakon o stanovanjskih zadrugah, leta 1960 je bil ustanovljen Zavod za zadružno gradnjo. Kot zadružni gradnji primeren stanovanjski tip se je vedno bolj uveljavljala vrstna hiša. Pri tem so bili najbolj zaslužni arhitekti, ki so osnovali lastno stanovanjsko zadrugo in med prvimi zgradili 2 niza vrstnih hiš ob Gradaščici na Koleziji v Ljubljani. To je ta primer teh hiš, to je Langusova ulica v Ljubljani. Sledile so še vrstne hiše v Šiški, za Bežigradom, v Mostah, na Kodeljevem in drugod.
Akcijam za združevanje zasebnikov gradbene zadruge se je tako pridružila tudi pravzaprav promocija tega stanovanjskega tipa, te nizkogoste stanovanjske zazidave. Kljub takšnim poskusom pa v Sloveniji po drugi svetovni vojni, pa se v Sloveniji zadružna gradnja pravzaprav ni razvila, oziroma se ni razvila do te mere, kot je bila razvita drugod, kjer so pravzaprav naši arhitekti črpali te ideje, recimo z Nizozemske pa Švedske, mogoče še bolj. Stanovanjske zadruge so se recimo na Švedskem uveljavljale predvsem kot organizacijska oblika, ki je po načelu zadružnega sodelovanja gradila stanovanja. Ta pa so po zgraditvi sami prišla v last zadružnikov. V nasprotju s švedskim zgledom, torej, kjer je tudi po izgradnji stanovanjska zadruga ostala lastnik stanovanj, v katerih stanujejo njeni člani. Prave stanovanjske zadruge, kot jih je uveljavljala Švedska, so temeljile na skupnem lastništvu. Zadruga je bila pravna oseba, ki je imela v lasti več stanovanj, ki jih ni le zgradila, temveč jih je vzdrževala, z njimi upravljala in oddajala najem svojim članom. Ti so bili tako hkrati najemniki in člani zadruge obenem, in kot člani zadruge obenem tudi njeni kolektivni lastniki. Slovenske zadruge torej niso bile stanovanjske zadruge, temveč predvsem gradbene, ki so delovale predvsem kot posrednik pri pridobivanju stavbnih zemljišč, pri izdelavi gradbene dokumentacije, nakupovanju gradbenega materiala, najemanju kredita, torej pri tistih zadevah, kjer so lahko pravzaprav pospešile nek postopek gradnje ali pa zagotovile ugodnosti in olajšave. Konec 50 let stanovanjski problem še vedno ni bil rešen. V iskanju načina, kako najhitreje in najceneje zagotoviti čim večje število stanovanj, je Zvezna skupščina leta 1958 sprejela zakon o tako imenovani tretji nacionalizaciji, ki je podržavila najemne stanovanjske stavbe in gradbena zemljišča. Leta 1959 so prenesli obveznosti na stanovanjske preskrbe na občine, sedaj so lahko ti same določile način in skladu postavljali pogoj delovanja. Občinski skladi so vedno bolj postajali glavni vir družbenih sredstev za gradnjo stanovanj, kar je določil že zakon o financiranju gradnje stanovanj iz leta 1959. Z osnovanjem občinskih skladov se je torej oblikovala tudi materialna podlaga za množično gradnjo stanovanj. In šele v sklopu takšnih okoliščin so se lahko šele začele graditi velike stanovanjske soseske. Torej, po eni strani s temi velikimi gradbenimi površinami, ki so se zdaj sprostile, po drugi strani tudi z vedno večjim razvojem gradbeništva in poleg tega seveda tudi usporedno z razmišljanji in iskanji arhitektov, ki so razvijali idejo že pred samimi realizacijami, idejo o stanovanjski soseski. Ideja o novem načinu prostorske in organizacijske zasnove mestnega stanovanjskega naselja, tako imenovana stanovanjska soseska, prosto prevedeno iz neighborhood unit iz angleščine, je izhajala iz prenatrpanosti in kaotičnosti rasti velemest. Izhajajoč iz kritike obstoječe funkcionalistične stanovanjske gradnje je bila uveljavljena kot poskus restauracije neke predindustrijske, družbene in prostorske ureditve stanovanjskih predelov. Koncept soseske namreč temelji na ideji, da je v mestih potrebno oblikovati zaokrožena stanovanjska naselja, ki znotraj svojih meja združujejo vse tisto, kar je za nemoteno vsakdanje življenje znotraj tega naselja seveda potrebno. Torej, vsi servisi, ki jih ljudje potrebujejo za zadovoljevanje vsakdanjih potreb, morajo biti dostopni pešcu. Soseska je tako obenem prostorski oziroma urbanistični pojem, recimo organizacijski, torej kako definirati, kako oblikovati, kako načrtovati naselja v teh vedno večjih mestih, po drugi strani pa tudi socialni, kako omogočiti bivanje v velikem mestu, ampak še vedno ohranjati nek občutek skupnosti. Shema soseske je torej, če povzamemo, nek načrtovalski mehanizem, ki ne bi zagotavljal zanesljivo planiranje prijetnega bivanjskega okolja. Princip soseske so razvijali že angleški in ameriški urbanisti konec 19. in začetku 20. stoletja, da bi ugodili nek stari način organizacije socialne skupnosti. Po drugi svetovni vojni so ga pospešeno razvijali angleški in skandinavski, zopet predvsem švedski urbanisti. In prav iz tega švedskega zgleda so seveda spet črpali naši arhitekti.
Zdaj, samo na hitro lahko povemo, da je ideja te soseske, stanovanjske soseske ta, da se niza na en tak ogrličnem nizu ob glavni prometni veji, recimo podzemni železnici ali pa hitri železnici ali pa recimo glavni avtomobilski cesti. Ob tem je običajno postavljena postaja za enega od teh javnih prometov. V tej postaji je dodan center, recimo, če vzamemo kakšen švedski primer, s cerkvijo, s trgovino, s komunalnim domom, z zdravstvenim domom in tako naprej. Ta center je obdan z visokimi stolpnicami, ki počas padajo v gabaritu do nekih nižjih blokov in nenazadnje do atrijskih hiš, do vrstnih hiš. S tem pravzaprav se zagotovi po eni strani zgoščevanje prebivalstva v tem centru mesta, po drugi pa seveda tudi različne strukture družin ali pa pač prebivalstva, skupnosti, ki bivajo v teh stanovanjih. No in prav iz teh vzorov so pravzaprav črpali tudi slovenski arhitekti, to je recimo eden od primerov, ki so ga razvili na Fakulteti za arhitekturo za razstavo Družina in gospodinstvo leta 1985 v Zagrebu, ki pravzaprav povzema vse te osnovne sheme soseske, ki smo jih že omenili. Skratka, ideja je ta, da se tudi znotraj teh manjših zaselkov, recimo vrstnih hiš ali pa teh blokov v sredini ali pa mogoče stolpnic bolj proti centru naselja ustanavlja nek tak bolj intimnejši ambient, ki pravzaprav šele omogoča, da se neka manjša skupina ljudi dejansko znajde v tej skupnosti in dojema tudi kot enakovreden član skupnosti. Glede na naselja, ki smo jih recimo že omenili, ki so se gradila takoj po vojni, kot so recimo Litostroj, Kidričevo, Nova Gorica, so arhitekti ugotovili, da pravzaprav tako zaradi zasebnega značaja stanovanj, nedoločenosti javnega prostora med samimi stanovanjskimi stavbami, enonamenskosti stanovanjskih območij oziroma tako imenovanih spalnih naselij, torej ne more izoblikovati ta skupnost, ki jo stanovanjska soseska lahko izoblikuje. No in eden izmed takih najbolj doslednih primerov stanovanjske soseske po tem švedskem zgledu je soseska 606 v Ljubljani med Vodnikovo pa Celovško. Center te soseske, recimo v središču te kvadratni objekti so mesto, kjer je zdaj recimo knjižnica Šiška. In tukaj vidite recimo spet ta klasičen primer. V centru se zgoščujejo ti veliki stanovanjski objekti, kot so stolpnice, ki počasno padajo v gabaritu. Ob centru so torej dodane vsi objekti družbene infrastrukture, ki jih stanovalec tega naselja potrebuje. Naselje je tudi obdano s cesto in prepredano v notranjosti samo s pešpotmi. Recimo še ena maketa tega naselja. No in po tej ideji soseske so pravzaprav po eni strani so se dopolnevala naselja, ki so že obstajale, recimo Savsko naselje je bilo dopolnjeno s dodatnimi stanovanjskimi objekti, recimo s trgovinami, z ostalimi objekti družbene infrastrukture. Po drugi strani pa so se seveda tudi gradila ta naselja, torej 606 v Ljubljani, potem tudi recimo stanovanjska soseska BS3 v Ljubljani. Kjer imamo pravzaprav spet isti, mogoče malo bolj spremenjen, ampak na nek način podoben princip. Skratka, ob glavni cesti imamo te dve skupini stolpnic. Znotraj stolpnic so spet neki objekti namenjeni ne le stanovanjske dejavnosti, potem se vse skupaj zniža v te nižje stanovanjske bloke in je nazadnje, vsaj predvideno je bilo, zaključ z skupino enodružinskih hiš kot to zadnjo stopno naselja. Torej, stanovanjska soseska oziroma ta velika stanovanjska naselja so se gradila, kot smo že rekli, na podlagi po eni strani tih velikih gradbenih zemljišč, ki so bile zdaj na razpolago, po drugi strani razvoja gradbeništva in po tretji, oziroma poleg tega tudi v skladu z
z razvojem arhitekturne stroke oziroma v skladu z idejami, ki so jih slovenski arhitekti prevzemali iz tujega prostora. Poleg samega koncepta soseske so vedno bolj sprejemani, seveda delovali tudi v skladu z vedno bolj glasno kritiko modernizma, ki se je od druge polovice 50. let dalje recimo pojavljala predvsem v zahodnji Evropi, kjer so se pravzaprav kjer so bili vedno bolj glasni klici po tistem, kar je modernizem zavrgel, torej po tradiciji, po upoštevanju genius locija, po vključevanju uporabnika v prostor in po seveda spet obujanju nekih klasičnih principov v načrtovanju prostora. In recimo nek tak klasičen princip, ki so ga potem spet začeli vključevati nazaj v samo načrtovanje, in bo recimo princip ulice in princip trga, torej tisto, česar modernizem ni sprejel. No in prav v teh naseljih to lahko vidimo, recimo v BS3, kjer je vključena ta prečna pot v naselju, ta ulica naselja. Še bolj pa mogoče v stanovanjski sosedski Ruski car, BS7 v Ljubljani, kjer je še bolj poudarjena ta notranji element, te ulice, skratka dvignjene od avtomobilskega prometa in rezervirane samo za peš promet. Tudi ta je bila pravzaprav narejena z idejo neke soseske, vendar pa v večini primerov naših teh naselij mora še to dodati, no, pravzaprav, da se zelo velikrat stvari niso zgradile do konca, da je zaradi prevelikih apetitov so recimo neke, kot recimo v primeru Ruskega carja, so se višine stanovanjskih stavb zvišale na neprepoznavno podobo in tako naprej. Tudi v Ruskem carju so prav na tej notranji poti, na tej notranji ulici bili predvideni neki taki nizki objekti z dodatno ponudbo, če lahko temu rečem, ampak seveda do izgradnje tega v nadaljevanju ni prišlo. Torej, v začetku 60 let se je še povečalo število novo zgrajenih stanovanj, vendar je družbenih stanovanj še vedno primanjkovalo. Zato so številni svoj stanovanjski problem reševali na lastno pest, v obliki samogradnje, ki tudi pravzaprav predstavlja pomemben del te stanovanjske gradnje socializma pri nas. Zaradi ugodnih potrošniških posojil so enodružinske hiše v slovenskih predmestih rasle kot gobe po dežju. V začetku 60 let je v njih živela četrtina, v 70 pa že 40% Slovencev. Odločitev za samogradnjo je pravzaprav prišla zaradi nuje rešitve stanovanjskega vprašanja, po drugi strani tudi zaradi želje bivati v takem stanovanjskem tipu, pa seveda tudi zaradi prednosti takšnega tipa gradnje. Zdaj, več je bilo okoliščin, ki je omogočalo to samogradnjo. Prva je bila ta, da so bila slovenska mesta relativno majhna, z vaškim zaledjem, kar je pomenilo, da so delavci, kljub temu, da so se recimo zaposlili v tovarni v mestu, še vedno lahko bivali na deželi. Država je tudi s posojili, komunalno izgradnjo in parcelacijskimi načrti tiho spodbujala na nek način to lastno reševanje stanovanjskega vprašanja. S porastom delavstva je imelo tudi vedno več ljudi čas in gmotna sredstva, da so si pravzaprav lahko sami zgradili željeno stanovanje. Tudi agrarna reforma po letu 1945 je povzročila razdrobitev kmetijskih zemljišč do te mere, da niso več nudili osnove za preživetje in da so se kmetje posledično zaposlovali v industriji, a še vedno pač zaradi majhnih razdalj ostajali na svoji zemlji. Redki so bili seveda tudi poskusi za izidve razpršene gradnje. Razpršitev enodružinskih hiš, postavljenih v samogradnji po vsej Sloveniji, torej ni bila posledica državljanske nepokorščine ljudi, ki so se upirali vzpostavljanju socialistične skupnosti s svojimi individualistično naravnanimi željami po hiši ali vrtu. Razlog bolj od tega tiči v nekem družbenem miru, ki se ga je država pravzaprav izposlovala na takšen način, torej s tiho podporo zaradi lastne nezmožnosti
preskrbe zadostnega števila stanovanj. Samogradnja je tako postala z možnostjo samo vlaganja in takojšnjega reševanja stanovanjske stiske tista druga pot množične preskrbe stanovanj. Zaradi samograditeljstva so se pravzaprav samograditeljstvo kot tako oziroma razpršena enodružinska gradnja je do dobro spremenila podobo slovenskih naselij. Ne le podobo, ampak tudi način uporabe, način družbenega življenja, način povezanosti med posameznimi stanovalci posameznih objektov. Odnos arhitekturne stroke do samogradnje, do njenih oblik in do njenih posledic je bil v večini primerov odklonilen. Očitali so njeno slabo umestitev, recimo slabo umestitev hiše na zemljišče, ki hiše ne postavlja na rob parcele, temveč na njeno sredino in tako pravzaprav ne izkoristi v dobri meri predvidenega zemljišča. Tudi učitelji so tudi pravzaprav samo razpolaganje s prostorom, ki ne na racionalen, ampak na pravzaprav izredno neracionalen način trosi te posamezne hiše naokrog, tako seveda draži komunalno infrastrukturo in uničuje tudi naravno krajino. Ne nazadnje je pa v večini primerov tudi stanovanjske hiše, tipi teh stanovanjskih hiš niso omogočili dobrega oziroma kvalitetnega bivanja v teh prostorih. Arhitekti sami so poskušali uveljaviti, so poskušali pravzaprav na nek način tudi rešiti to situacijo. Recimo že arhitekt Franca Ivanšek, ki smo ga omenili pred kratkim v povezavi z raziskavami, je izdal recimo nek katalog tipskih rešitev teh hiš za samogradnjo, ki bi pravzaprav pripomogli k temu, da bi si ljudje lahko sami zgradili hiše, ki bi bile tudi bivanjsko ustrezne, ki bi bile tudi bolj finančno ugodne in tako naprej. Po drugi strani pa seveda spodbujanjem enega umestnega tipa, če lahko temu rečem, med to razpršeno enodružinsko gradnjo in to visoko kolektivno gradnjo, ki jo je gradila država. Tako recimo Ivanška sta ponudila ta princip nizkogoste stanovanjske zazidave, ki sta ga prinesla tudi zopet iz švedskega prostora in ki pravzaprav omogoča bivanje v hiši z vrtom, še vedno omogoča bivanje v hiši z vrtom, kljub temu, da je poraba zemljišča in komunalne infrastrukture v tem primeru precej bolj ekonomična. V skladu s temi ugotovitvami in v skladu tudi z ugotovitvami iz njunih raziskav, kjer sta ugotovila pravzaprav, da si ljudje v večini želijo bivati v hiši z vrtom, sta načrtvala tudi tista naselja, kot sta jih, kot nizko goste zazidave. In eden izmed takih najbolj poznanih primerov in tudi najuspešnejših je stanovanjsko naselje Murgle v Ljubljani, na Barju, kjer sta pravzaprav ona dva edinkrat lahko realizirala to in je pravzaprav tudi najbolj obširno in najbolj organizirano naselje vrstnih, pritličnih in atrijskih hiš. Ob tem naj še povem eno zanimivost, da so Murgle, ki jih verjetno vsi poznate danes kot luksuzno naselje, oziroma tako imena akademska Murgle, pa še kaj bi se lahko rekli, da so bile sprva mišljene kot neko nadomestilo stanovanje v bloku, pravzaprav za isto ceno, kot je stanovanje v bloku. In sicer to bi dosegli z neko zelo ugodno leseno montažno gradnjo. Ta tehnologija montažne gradnje, ki je bila uporabljena za Murgle, jo je razvilo podjetje Lovica. Zanimivo je tudi to, da so prav te hiše bile uporabljene oziroma bile poslane v Skopje po potresu in da so tam iz njih pravzaprav
so bile postavljene v naselju Vlaje in da je pravzaprav ista hiša z nekimi parimi dodelavami in prilagoditvami jugoslovanski proizvodni oziroma slovenski proizvodni bila potem vključena v prvo naselje, v prvo fazo naselja. S časoma se je seveda je prišlo do različnih komplikacij, po eni strani zaradi podražitev komunalne infrastrukture, po drugi strani zaradi spremenjenih predpisov, zaradi spremenjenih protipožarnih izolacijskih predpisov in tako naprej, so opustili montažno gradnjo, prešli na zidano gradnjo in prav v tej drugi fazi naselja se je sama hiša podražila in ni bila pravzaprav več vsakomur dostopna hiša, kot je bila mišljena v prvi fazi naselja. To je recimo ta prva hiša, so čist prve vrste naselja, kot prijatelj naselja za Merkatorjem, to je recimo ta primer te montažne hiše v lesu. Vse bolj se je uveljavljal nov finančni sistem, ki je tudi na področju stanovanjskega gospodarstva spodbujal k samofinanciranju. Ta proces se je nadaljeval skozi prvo, leta 1960, in skozi drugo stanovanjsko reformo, leta 1965. Sredi 60-ih let so bili ukinjeni tudi okraji in stanovanjski skladi pri občinah ter okrajni zavodi za stanovanjsko izgradnjo. S tem se je zaključila enovita in enotno vodena stanovanjska politika. Druga stanovanjsko-komunalna reforma, torej ta iz leta 1965, je dokončno spremenila financiranje stanovanjske izgradnje. Prišlo je do nadaljne decentralizacije, pristojnosti, ki so prišle z državnih na nedržavne organizacije, na banke, ki so prevzele komercialna stanovanjska posojila, ter na podjetja, ki so prevzela odgovornost za oskrbo zaposlenih s posojili najemnimi stanovanji. Gradbena podjetja so se lahko podpori, ki so bila deležna do sedaj in pomoči bančnega kreditiranja, vključila v stanovanjski trg. Začela so odločati o obsegu, o količini in ceni zgrajenih stanovanj in jih prosto prodajati. Leta 1966 je taka gradnja dosegla že tretjino vse stanovanjske izgradnje. Izrazito ekonomska logika v reševanju stanovanjskega problema je pokazala pomanjkljivosti, kot je recimo izredno visoka gostota izrabe površin in vedno manjše zanimanje za sočasno izgradnjo spremljajočih dejavnosti. Ceno stanovanja je začelo dokončno uravnavati načelo tržišča. Socialna plat stanovanjske politike se je tako razblinila. Ponovni zagon je dobila šele med letoma 1972 in 1981, ko so se pojavila solidarnostna stanovanja. Z njimi so upravljale samostojne organizacije združenega dela, skupnosti socialnega zavarovanja in druge družbene pravne organizacije. Namenjena pa so bila revnejšemu sloju, brezposelnim, mladim družinam in ostarelim. Solidarnostna stanovanja so bila torej jasen odraz situacije, poskoka cen stanovanj na trgu, ki so bila namenjena, torej solidarnostna stanovanja tistim, ki jim za trg grajena stanovanja niso bila več dosegljiva. V tem času, torej do srede 80-ih letnikov, se zaključuje gradnja velikih stanovanjskih sosed, ki so še izhajali iz prvotnih izhodišč. Torej, ohranjati koncept zazidave na osnovi stavbnega bloka, ki svojim volumnom artikulira prostor naselja in ustvarja neko intimnejše merilo. Poleg tega ohranja notranjo ulico naselja, namenjeno pešcu, ki se mu po poti prek zelenja dostopne najpomembnejše točke v naselju. S tem izhodiščem so bila recimo načrtovana naselja, kot je Dravska gmajna, z izjemo povečanega merila Nove Jarše, Štepansko naselje in Nove Fužine. Hvala. Lahko tele. Ja, sej, odpiram razstavo, zaradi snemanja. Če lahko vprašate, prizvolite. Moje ime je Marko Mitja Peguš, Deutsche Bauakademie. Jaz sem avtor večjih knjig, med drugim sem gestno uredil knjigo Srečanje v Slobodi, ker je marsičesa od tega povedano tukaj. Manj znani slovenski arhitekti
Jaz sem svetovalec za Južno Ameriko za lokalne materijale. Glede na to, da o teh stvareh, predvsem o socialni gradnji, tudi predavam in ker je zadeva tudi povezana z našo socialno in sicer tudi politično zgodovino, bi opozoril na nekaj temeljnih postulativnih razlag, ki so, ko bi rekel, mogoče premalo precizno pojasnjene. Hitra gradnja, ki jo je moj prijatelj Danilo First načrtoval za Bežigradom, to je bila gradnja kot poskus, kako v 6 tednih končati 4-stanovanjski objekt. Ta hitra gradnja je bila končana in nima nobene zveze z tako imenovanim Jugomont sistemom, ki ga je Jugoslavija uvozila iz vzhodnega bloka, kjer so se slovenski arhitekti temu uprli in to nadomestili za tako imenovano kombinirano ali težko gradnjo, kot je blok 28, jaz sem to delal v Beogradu in tudi sosedstvo S6, tako da vam lahko natančno povem, kako je s to težko gradnjo potekalo. Nastali so problemi, predvsem tu je ena zelo jasna ločnica in sicer skopski potres. Potresni predpisi so se spremenili, to se pravi odpornost na horizontalno silo objektov je bilo treba spremeniti, ker so pač ugotovili, da se je pač Slovenija močno potresno področje in to ima tudi danes, recimo, hude reperkusije na tako imenovano neprofitno gradnjo, ker je ni mogoče izvajati, ker imamo evrokode. To se pravi predpis, ki določa, bi rekel, maso objektov na horizontalno silo, na horizontalni pomik. To izjemno močno gradi, bi rekel, poleg rente močno podraži stavbo. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je tako imenovana jugoslovanska reforma, to se pravi prepoved investicije negospodarskih objektov, ki je povzročila ravno to spremembo v 72, vemo, splitsko pismo in tako naprej. Od takrat naprej je prišlo do decentralizacije in do, bi rekel, ustanavljanja komunalnih bank in, bi rekel, kasnejših poskusov, ta nesrečni poskus z Ljubljansko komunalno banko je eden od teh poskusov. Šlo pa je pri zadrugah za nekaj drugega. Šlo je za to, kako, bi rekel, preiti, kako se, bi rekel, skozi neko obliko neprofitne gradnje, ki jo svet pozna, Archigram, recimo, ali pa biologij, Danska, recimo, Build for Billions, ima na nivoju države to urejeno. Neprofitno gradnjo. To se pravi, država najame stroje, izvajalce in je lastni inženiring. Tako, kot je bil inženiring, recimo, so bile univerzitetna zadruge, ki so pokazali. To gre za, kako bi rekel, za inštrumentarij, ki je bil političen in ekonomski in je bil povezan tudi z spremembo urbanističnega načrtovanja. Mi z GUP-om leta 65 dobimo tako imenovano določitev mestnih zemljišč. Zunaj mesta ni bilo komunalnega prispevka, v mestu je bil komunalni prispevek plus dodatne rente iz naslova, bi rekel, drugih vlaganj. Poleg tega, da so nastali normativi, tako imenovani gestni prolovi normativi, ki so jasno določili, kakšen mora biti kabinet in tako naprej. Tu pride do te, kako bi rekel, preko organiziranosti drugačne, to se pravi samoupravne stanovanjske skupnosti po sistemu, Kardeljevem sistemu. Tu gre za, kako bi rekel, za neko obliko, ne vem, ne več socialnega, ampak politično-socialističnega planiranja oziroma vplivanja na obliko gradnje. Druga zadeva, ki je zelo pomembna za, bi rekel, cel ustroj, tudi slovenske samoiniciativne gradnje, je podpis pogodbe za Zahodno Nemčijo. Leta 1958, kjer so pač mnogi, tudi študenti, lahko šli ven. Takrat je odliv, podoben odliv bo zdajle, recimo moji otroci so vsi trije zunaj, eden v Ameriki, drugi v Nemčiji, tretji v Švici, pač vsi boste pač morali prej ven iti in detki in babice bodo sami v velikih hišah. Ne vem, kako si bodo korili, upam, da bo še kakšna taka nesreča, da bo lahko z gozda privleč čim več lesa in da se bodo lahko grili. V glavnem, nastal je osnovni socialni problem, ker je, oziroma investicijski problem, ker je pač država omogočala samo investiranje v
to vrstno lastniško infrastrukturo. V stanovanje je bilo dovoljeno, zato se je tudi razvila ta oblika solidarnostne gradnje, da se je na vasi pač najboljši gasilec je bil tudi najboljši betoner za plošče in tako naprej. In so se procesi integracije tudi na vasi, kako bi rekel, to zdaj izumira v zadnje čase, ker tudi mladina izumira in tudi oblike takega življenja izumirajo, razen gasilstvo. Gasilstvo rešuje celo državo. To so, bi rekel, ti temelj. Država ni nikoli razmišljala, tudi kasneje, recimo, ko je bila stanovanjska skema, ki je prosula, če vi poznate, kako se je to razsulo, pa z komunalno banko, pa kako so prnažili z domce, ki so prišli nazaj. Mislim, zelo malo se o tem piše, vidite knjiga o tem napisala. Ampak to je bistveno. Ta, bi rekel, korupcija v stanovanjski gradnji nepremičninskih, ko so se odvetniki preoblikovali v nepremičninske, pa so politiki se začeli s tem ukvarjati več ali manj, tle je bilo najlažje rento, spremeniti, namembnost, in tako naprej. Tu so, kako bi rekel, grejo procesi najhitreje, kako bi rekel, iz tega birokratskega, decentraliziranega socializma v ene oblike, kako bi rekel, nekontroliranega urejanja mesta. Moj kolega Vong, ki je prišel po 40 letih v Ljubljano, se je začudil, je rekel, vi ste za 200 metrov vse gradbene jame premaknili. V Hongkongu je tako, pri vas, ker vsi napisi so angliški, čeprav imamo zakon o prepovedi tujih napisov nad trgovinami, je rekel. In pa, kaj se dogaja, to zdaj bom malo bolj grob, je rekel, v avtobusi vsi govorijo srbo-hrvaško, ker mi Slovenci spodehali se pogovarjati o teh stvari pred sabo. Hvala lepa. V glavnem, rad bi vam to povedal, da tehnološka sprememba, ki se je zgodila pri stanovanjski gradnji, pri tako imenovanju usmerjeni stanovanjski gradnji, ta izraz je treba uporabljati. Usmerjena stanovanjska gradnja, ne socialna, bi rekel, ali pa neprofitna. Tehnologijo so kupili zunaj, Kinebek, pa Utinor, Tonelske opaže in ta tehnologija ni bila nikoli do konca izpopolnjena. Sicer bi bila lahko zelo poceni. Mi nismo gradili, tudi Siam nima nobene zveze. Tudi soseska, recimo šišenska soseska, je razvita na modelu Kandili Svoc-Jos, jaz sem v tem ateljeju delal, pa vem, kako se je alžirski projekt napravil. To nima zveze, bi rekel, z zelenim mestom, City Gardenom ali pa s temi idejami, ki jih je recimo imel Max Fabiani ali pa Gurnik. Gradnja v zelenem okolju, kako zunanji prostor z notranjim spojit. To, kako bi rekel, to so francoske ideje, ki so postale po alžirski, bi rekel, odcepitvi, bi rekel, in vnosu teh, bi rekel, tujega prebivalstva, ker je bilo treba identiteto dati 5 do 10 tisoč. Najprej so zgradili, recimo, boksarske dvorane, zato da je pač ta mladina. Tle gre za, kako bi rekel, za drug način, se je Braco Mušič je to lepo, urbanizem in sanje lepo napisal, da to ne izvira iz, kako bi rekel, angliški ali drugega modela, to je francoski model, Kandili Svoc-Josi, to si preberite, pa boste videli. Najlepša hvala, da imamo pa še eno vprašanje. Ja, hvala lepa za to bonitno panoramsko predstavitev razvoja stanovanjske politike in stanovanjske gradnje. Mislim, da je izreden pomen za ob tem prehodu na individualno gradno praktično istočasno imelo zaradi nedokončanih sosesk, zaradi tega, ker prejšnja naselja niso imela vsega, kar so potrebovala, imel seveda tudi samo prispevek kot vir stanovanjske gradnje, ki je bil solidarnostnega tipa, se pravi, da so plačevali pač vsi zaposleni in je omogočil recimo šole, celo ponekod so se celo trgovine gradile iz samo prispevka in tako dalje, za katerega pa vemo, da je bil pa vedno na referendumih in ti referendumi so pravzaprav priložnost za velike javne obravnave sploh urbanističnih načrtov in stanovanjske gradnje in vsega, kar so odzraven zlasti v obdobju sosesk. Na to opozarjam zaradi tega, ker se mi zdi, da je bilo to prav tako
To je bila prav tako slovenska značilnost tega samoprispevka praktično v drugih delih Jugoslavije. Zato namembnost še posebej skoraj da ni bilo. Hvala lepa. Tule bi še jaz rad upozoril, do te bi rekel havarije v prostoru je nastalo zaradi inštrumenta tako imenovane nadomestne gradnje. To ni bila gradnja na mestu porušenega objekta, ampak je bil to predpis, ki je omogočil vsakemu graditi, če staro poslopje podre. Jasno, nihče ni tega nadzira. Lahko mogoče, da Martina replicira najprej, Jaz mislim, da to ni potrebno replicirati. V redu, podobljeno vprašanje. Ali še kaj? Aha, no pa bomo še pa naprej. Večinoma, koliko ste govorili, je bilo v smer nekih objektivnih razlogov, zakaj se je te gradili, se pravi pomanjkanje stanovanj, pomanjkanje materiala, pomanjkanje kvalitetne delovne sile. Mene pa zanima, koliko se je v način gradnje upisovala ideologija samega sistema in tudi politiko gradnje, stanovanjsko politiko, oziroma pa če malo drugače zastavimo vprašanje, koliko je bila ta funkcionalnost, ki se je skozi poudarjalo stanovanj, posledica ideologije izgradnje nove družbe. Lahko vam na primeru povem Kidričevo, ne? Sam da bo vedel, kako to funkcionira. Kidričevo se je gradilo brez kuhinj. Vsi so morali zjutraj iti na zajtrk, na kosilo in zvečer. Kuhinje so napravljene šele 55. leta v Lođah. Tako da ideološko je bilo to, vsi na zajtrk, vsi na kosilo, vsi na večerjo. To je dobro, da se ve, ne. Pač bilo treba skupaj jesti, iz istega pošteka. Koliko je v vojsko? Jaz bi kar odpominjala vprašanje zadnje. Jaz se strinjam, da je stanovanjska gradnja sigurno bila del te izgradnje nove domovine in da je imela pomembno mesto čisto izhajajoč iz ideološkega konteksta. Po drugi strani da se moramo zavedati tudi to, da je stanovanjska gradnja po drugi strani bila eden izmed prvih postulatov tudi moderne arhitekture, tako da je tudi to ena stvar, ki je stanovanjsko gradnjo seveda postavila v izhodišče strani arhitekturne stroke, seveda arhitektovih. Še kako vprašanje? Jaz bi samo vprašal, niste nič omenili, kako pa vidite problem decentralizacije mestnih središč z gradnjo te stanovanjske sosedstve? Na slovenskem primeru? Konkretno na slovenskem primeru. V slovenskem primeru je bil ta problem, ker je pravzaprav merilo tako majhno in center mesta tako blizu, tako da pravzaprav se sosedska kot taka verjetno niti ne bi mogla razviti kot nek lokalni center, avtonomen in zaprt sam vase. Tako da pravzaprav tudi te ideje sosedske ne bi tako mogli nikoli realizirati do take mere, kot je bilo recimo to narejeno v nekem drugem kontekstu enih večjih, precej večjih mest. Še kdo? Jaz bi sam vprašal, kako je imeti tiste ženske, ki je to raziskavo o kuhinjah delala? Ženske pravzaprav ene za to raziskavo ni. Raziskave je delal Zavod za napredek gospodinjstva, je pa vodila potem izdelavo same kuhinje, no pa je zasnovala arhitektka Branka Tanci. Ne, ta... Marta Ivanček. Ne, ta Švedinja, mislim da. Švedinje... Nemška kuhinja. Margareta Šutelj-Hodski je bila ta Nemka, ampak pri Švedinjah pa ne vem, če je bila kakšna ena in edina, no, so bili tudi celi inštituti, ki so se ukvarjali. Ok, hvala. To sem. Imaš kdo tako? Imamo pa še jaz eno vprašanje? A si ti imel? Aha, ok. Mene pa sem zanima,
glede na to, da si omenil na to medrepubliško sodelovanje na primeru, pa kaj tudi gospod omenil, na primeru Skopja po protresu, pa da vemo, da so naši gradili tudi Beograd, v Novem Sadu pa v Splitu, sosedske naši arhitekti, pri nas pa ni bilo, ali ni bilo teh medrepubliških velikih razpisov, ali bo to kak druga stvar. Zakaj recimo ni bilo več drugih arhitektov na slovenskih primerih stanovanjske gradnje, medtem v drugih republikah pa so naši arhitekti urejali to. Ja, to je še eno vprašanje, ki sem si ga tudi sama postavila. Jaz mislim, da je več razlogov za to. Prvi je, najprej, da na to odgovorim, so bili na zvezni ravni razpisi, ampak so večinoma seveda, ne seveda, ampak so zmagovali slovenski. Tako da v realizacijah ni nikjer menega tujega, če potem tako rečem. Res pa je, da je tudi slovenski prostor bil tako majhen, da je pravzaprav teh razpisov bilo za malo. Da je verjetno to bil en razlog, da so težko v to že tako gužbo znotraj naših arhitektov se vključovali še iz drugih republik. Mene pa zanima mednarodna primerjava in sicer najprej ena in druga stran železne zavese. Vse te porušene države vzhodne Evrope je v veliki meri se upadalo postavljanje države na novo, postavljanje novega sistema in modernizacija, industrializacija, urbanizacija, vse tole, kar je potem odgovor na te procese. Medtem pa, kako so pa te stvari potekale na zahodu, Kurvazije in te stvari v primerjavi, koliko so bile bolj kontrolirane, manj kaotične, uspešne, neuspešne, po vašem mnenju. In druga stvar, potem znotraj socialističnih režimov, koliko je Jugoslavija odstopala od nekega modela, ki ga lahko vidimo v slovaškem, polskem in tako dalje. Najprej prvo vprašanje v primerjavi z Zahodno Evropo. Zdaj mislim, da neke take primerjave ali je bilo nekje boljš izvedena, je bilo manj kaotično ali bolj kaotično, karkoli niti ne moram dati, ampak dejstvo pa je, da vemo, da tako po drugi svetovni vojni so praktično celoten kontinent pospešeno gradil in da je država pravzaprav predstavljala glavnega graditelja stanovanjske gradnje, da je bila stanovanjska gradnja seveda vodena, da je bila nadzorovana in tako naprej. Mogoče je bila recimo razlika v sami preskrbi stanovanj. Recimo Velika Britanija je svoje stanovanja namenjala predvsem nekim marginalnim oziroma šibkim skupinam stanovalcev, medtem, ker recimo ena taka skupna točka mogoče skandinavskih držav, pa jugoslovanskih, oziroma slovenske vsaj, da so bila ta državna stanovanja, ta najemna stanovanja pravzaprav dostopna vsakomur, da ni bila samo neki izbrani družbeni skupini. Ampak kar se tiče institucionalizacije, mehanizacije vsega tega skupaj, so pravzaprav vse države Zahodne Evrope to zelo uspešno razvijale, kot ste že gospode slišali, Zahodna Nemčija, Francija recimo imela zelo razvite te tehnologije, montažne gradnje, tudi iz tega so recimo naši arhitekti zelo veliko črpali in tako dalje. Tako da Prepodobno kot različno. Zelo, zelo podobno. Seveda pa ne v takem majhnem merilu, kakor je pri nas. Kar se pa tiče primerjave z državami socialističnega, z vzhodnega bloka, pa pravzaprav težko rečem, ker s tem se niti nisem kaj zelo ukvarjala, ampak če bi neko tako čist posplošeno, hitro trditev dala, bi rekla, da ja, v načeloma je bil tudi na drugi strani zelo podoben način dela, podoben postopek vse, samo da je pač mogoče v določenih oblikah prihajali v našem prostoru do prav mogoče zaradi tega manjšega merila, pa zaradi tega mogoče malo bolj podpiranega
do kakšnih bolj avtorsko zasnovanih, recimo arhitekture, pa urbanizma, pa rešitev. Vemo pa, da je tudi vzhodni blok ni bil zaprt in da je zelo aktivno spremljal, kaj se recimo gradi tudi na Švedskem, kar se gradi, ne vem, po Angliji in tako naprej, in da so recimo že države, baltske države, Estonija, recimo v spredju zelo veliko črpale prav iz sosedne Finske, recimo iz Švedske in tako naprej. Tako da ne moramo nikakor potegati neke črte, pa reči, tu je bilo tako, na drugi strani pa drugače. Pravzaprav je res cel prostor se na nek način podobno odvijal seveda po nekih specifičnih lokalnih odtenkih. No. Je pa mogoče samo, če še to dodam, da slovenski prostor še en tak prav izjemen primer se mi zdi napram ostalim, da se je, pa spet izhajam iz arhitekturne stroke, zato ker sem to se pravzaprav ukvarjala s tem, če tako rečem, umetniškim delom stanovanjske gradnje kot vsemi ostalimi. Zanimivo, da so pravzaprav praktično celotno načrtovanje vodili študentje, ali pravkar diplomirani študentje, ali pa skratka znotraj seminarja enega izmed na fakulteti z arhitekturo. Tega recimo v drugih kontekstih nisem nikjer zasledila. Potem pa, če ni več vprašanj, bi mogoče za konec sam še potegnila eno misel primerjave gradnje takrat pa danes, recimo soseske kot Socelovški dvori ali pa Litostroj, ki je zraven, ali pa teh načrtovanj, kje vidiš razliko, mogoče v razvojnih oddelkih, arhitekturnih birojev, ki jih zdaj ni več, ali pa kaj taka, mogoče kot neko sklepno misel. No, vsekakor je razlika v razvojnih oddelkih arhitekturnih birojev včasih in temu, kar pravzaprav ni niti nekega oddelka znotraj biroja namenjenega nekim raziskavam, nekim iskanjem novih načinov dela, kakorkoli. Seveda je tudi čas drug, ne? Mi se moramo zavedati, da to, kar se je gradilo v 50-ih, 60-ih letih, da so mogli pravzaprav za vsak detajl iznajdeti neko rešitev, izpeljati pravzaprav čist nek lasten, skratka, ne vem, za okenske odprtine, za okna, za zapiranje oken, za ventilacijo, za pante na vratih, karkoli. Skratka, do te faze pravzaprav so mogli razdelati vse in so bili verjetno posledično tudi bolj motivirani za to delo. No, ampak, če pustimo to ob strani, kar se tiče razlike, recimo, ne vem, načrtovanja naselij v 60-70 letih pa danes, se mi zdi, da ključna stvar je seveda javni prostor okrog samih stanovanjskih objektov, ki je bil v tem času, v času teh sosesk pravzaprav zelo premišljeno oblikovan. Litostroju pač ni artikuliran, ampak je dan v uporabo, je vsem predviden velik tega prostora, no, ampak v teh naslednjih naseljih, ki smo jih videli, pa pravzaprav zelo dodelan, zelo premišljen ta princip, kako nekomu omogočiti, da se v svojem prostoru, tudi izven stanovanja, tudi v tistem, kar je pravzaprav podaljšek stanovanja, čez ta fasadni panel, da se v tem okolju varno in prijetno počuti, kar pa recimo pri Celovških dvorih verjetno ni treba niti zgodno besed. Aha, še eno vprašanje imamo. Sem samo komentiral na to zadnji komentar, da je mogoč malenkost nepravično primerjati celotno arhitekturno stanovanjsko stroko na podlagi, recimo, primera Celovških dvorov. S tem se tudi strinjam, ja. Ker veliko arhitekture se še vedno dela na tak način, da se raziskuje nove načine. Tudi kar tiče same kompozicije stanovanj in tako naprej, tudi raziskave novih materialov in novih načinov gradnje in nove uporabe materialov na fasadi in tako naprej. Pač Celovški dvori je ena taka stvar, pač najverjetno ne edina v Sloveniji, ki pač ima zelo slab status, ampak ne bi jaz pa sodil celotne slovenske stanovanjske arhitekture na podlagi Celovških dvorov. Samo kot komentar. Absolutno.
Tudi moje vprašanje je bilo šlo bolj v bistvu državnega spodbujanja. Aha, ne, drago mikrofona, Martin Dragoš. Jaz bi v stvari tudi, bi rekel, to nekako šel v to, kar si zdaj nazadnje rekla. Namreč občutek imam, da takrat so se načrtovale soseske z neko mislijo na to, da je treba v sosesko uvrstiti tudi druge funkcije, ne samo zložiti tiste kubikle, ki jih bodo nekateri kupili po 3 ure z kvadratni meter. Na današnji imamo pač ta prevladujoč tržno-kapitalistični način razmišljanja, ki dejansko nekako pripelje investitorja do tega, da dajmo kupiti parcelo za čim manj denarja, dajmo nanjo stlačiti čim več stanovanj, če je nekje nek predpis, ki bi določil hipotetično, na koliko stanovanj moramo postaviti na drevo, potem bomo postavili pa še tistega večkrat bolj mehkega. Ampak tega globalnega razmišljanja, da bi recimo investitor nekako razmišljal, da je treba sosesko oblikovati tudi z drugimi funkcionalnimi zadevami, pač predpisal za to ni, in pač zaradi tega, da rekel, prevladujočega tržnega načina razmišljanja danes tega ni. Jaz bi verjel, da stroka to še vedno ve in zna, niso pozabili, ampak pač enostavno ne morajo priti do tega, da bi to spravili v življenje, moje mnenje. Kratko vprašanje glede teh bogatih prostorov, se pravi ta javni prostor. Javni prostor socialistični sosedsk. Recimo smo videli primer ruskega carja, pol imamo, ne vem, primer Savskega naselja, primer Fužin. To, kar si ti govorila, ja, ok, super, lepo, res je, so bili te prostori, so tam trgovine, knjižnica, zdravstveni dom, Mercator, banka, pošta, ampak a se ljudje, ki živijo v teh soseskah, na teh javnih površinah, res lepo, varno in ugodno počutijo? Jaz mislim, da ne, da je to zelo ideološka teza. Sicer so te storitve tam, mogoče jih v celotnih dvorih ni, ampak da bi se kdo sprehajal tam po ruskem carju, po tisti ulici, ne vem, no, mislim, sreča na Vrvici, kaj bo tam sneman, nam da to, nam proda to ideologijo, koliko je pa to zares kopa, jaz mislim, da ni. Iz izkušenj sem Ljubljančanka, že celo življenje in poznam ljudi in te soseske in gor dol in moram reči, da ne vem, mogoče kdo kdaj igra tale košarko, pa psa peleš na sprehod, da bi ti pa ti prostori res neki dal, v smislu neke kulture, bivanja, ne. Po ruskem carju je tako ta situacija, da stvar ni bila do konca zgrajena, skratka, da so bili zgrajeni samo stanovanjski bloki in tega spremljajočega programa v tej ulici ni bilo, oziroma ga še vedno ni. Meni se recimo po ruskem carju, pa se, mislim, meni tudi ta notranja ulica pravzaprav ni prijetna, ampak mi je prijetna še recimo ta zelen prostor ob tem drugem kraku ruskega carja. Tam bi se pa jaz, če bi tam živela z veseljem, zadržvala. No, ampak jaz ne vem, ali je debata, ali nam danes odgovarja ali ne, jaz mislim, da preprosto na voljo mora biti. Zdaj pa kako ga kdorkoli dojema, je pa verjetno stvar čisto objektivne presoje. Kje pa živiš ti v Ljubljani? Trenutno na Prulah. No, ampak recimo Murgle, da so vsi te projekti vse odločne mere eksperimente. Recimo Murgle je v tem primeru bil boljši eksperiment, kot recimo ruski car, ali pa Fužina. Murgle pa deluje, Murgle pa ta javni prostor zelo dobro deluje, iznotri te vrstne izdaje. Ja, ne vem, ali so te soseske, sami te meste, kako vam je? Ali lahko samo vprašam, kateri javni prostor v Murglah, o čem govorimo? Ja, pač te potiki so nečiščeni. Da, peš potiki. Ti poti sploh ne delujejo. Če kaj deluje v Murglah, je to prosti trg, ki je pa javno dobro, po katerem jati in žoga.